Drage gledalke, spoštovani gledalci, pomlad je končno v deželi, tako da prisrčno pozdravljeni in današnji namig bo seveda vrtnarski in poln tega, kako živeti, ko je pomlad v deželi. Pozdravljena naša gostja, Brigita Šušteršič in Kristjan Erdelc. Pozdravljeni. Društvo Zmorem domače. Ampak vidva sta zmogla še veliko več, kot samo pridelati domačo hrano, ampak sta pustila nekako ustaljeno življenje oziroma življenje, ki se ga pričakuje, ko človek naredi diplomo, in sta šla v divjino na Goričko, bi se lahko temu reklo, prišla v Ivanovce in zdaj imata projekt, ki je kar občudovanja vreden. Tako da lepo prosim, če povesta nekaj o tem, kako sta začela, kako sta se odločila, od kod vama ta pogum, neustrašnost, neomajnost. Ja, v bistvu se je vse začelo pred 8 leti, torej ob rojstvu prvega sina. Takrat smo začeli v bistvu bolj naravno živeti, no, torej kakšno hrano bova ponudila svojemu otroku, ne, ko je majhen. In smo začeli kupovati ekološko, vse ekološko, so bili kar finančni tudi zalogaji. Nato pa sva rekla, ne, kaj pa ne bi svoje hrane pridelali, ne, in smo že v Ljubljani najeli njivo, tam smo se začeli potem z vrtnarjenjem ukvarjati. No, in potem ta želja je bila vedno večja, no, zakaj ne bi pa imeli njivo ob hiši, zakaj ne bi živeli to, kar smo takrat na njivi živeli, ne, tam je bil za nas raj, ne. Odmaknjeno malo ven iz Ljubljane, smo se vozili tudi 5 kilometrov vsak dan, ampak res smo tam uživali, no. Potem pa smo iskali, ne, po celi Sloveniji. In potem smo nekako na Goričkem našli, nam je bilo všečno, tudi cenovno ugodno, všeč nam je bilo to, da je to krajinski park. In smo iskali tu potem zelo pospešeno, ne, in po 2 letih smo našli. Midva sta nekako zelo zgodaj v vajini mladosti, če tako rečem, ne, ker danes so ljudje pri 35 še zmeraj pri starših, vedela, kaj hočeta, in sta si nekako s študentskim delom privarčevala za to, da sta si kupila kmetijo. Tako da to je kar občudovanja vredno, ne, da človek ve, kaj hoče, si zastavi cilj in sledi temu. Ja. Nekako smo hoteli čim prej se osamosvojiti, smo videli, da nas nekako, bi rekel, v Ljubljani malo zavira vse skupaj, ne, ta sistem. Zato smo hoteli malo več svobode, ne, se nekako osvoboditi, ne, da greš tu v naravo in imaš svoj prostor za ustvarjanje, počneš tisto, kar želiš, ne. Nismo bili vezani na službe, hoteli smo se nekam preseliti, kamor ne bomo odvisni od kreditov do upokojitve, ne. Tako da to je bila najboljša izbira v bistvu, tu gor na Goričkem. In po prvem sinu je štorklja prinesla še? Še drugega sina. Ja, v bistvu on je bil Gaber, ne, je bil 6 mesecev star, ko smo se potem preselili že na Goričko. No, tu na Goričkem pa potem nas je razveselila tudi Julija, no. Tako da ona pa je prava. Ona je pa prava Goričanka. Tako. Tako da zdaj imata 3 otroke in Gaber je ta srednji. Ta srednji. Kako je pa ime prvemu? Tijan. Tijan pa obiskuje, v bistvu gre stopati v šolo. Lahko temu rečemo, matematike se uči ob tem, ko žaga deske in dela načrte za hiške, za živali. Tudi ja, ne. Kako pa je prišlo do te odločitve, da bosta otroka šolala doma? Ja, no, sama v bistvu sva študirala waldorfsko pedagogiko, tako da sva želela dati v tudi to waldorfsko šolo, ampak ker tu v Pomurju ni nič, torej še ni šole bilo, niti neke druge alternativne šole, javna šola pa nama ni nekaj dišala, no, tako da je bila edina možnost tudi potem šolanje doma. In smo rekli, da bomo se prepustili, no, tako da prvi razred je šel mimo, zdaj drugi, tretji bo tudi najbrž doma, za naprej bomo pa videli. Kako pa je, če povesta gledalcem, je opravil kakšen preizkus po prvem razredu? Tako je, na koncu leta v bistvu je izpit iz matematike in slovenščine, torej v maju, in je uspešno opravil, no, zdaj kmalu nas čaka tudi izpit za 2. razred.
Kako pa poteka to vajino šolanje? Da nam malo predstavite, kako poteka šolski urnik oziroma kaj se dogaja pri vama, da je vse neka struktura ali je to kar prepuščeno navdihu? Pa ja, veliko tudi v bistvu se uči s tem življenjem, ki ga imamo, ne. Torej, kot si omenila, on dela recimo peskovnik, on mora izmeriti, ne, matematika, potem, da najde 4 enake dile, ne, to je v bistvu, vse je to nekako matematično, ne. Ampak ja, no, zdaj pred izpitom pa torej imava tudi malo bolj pospešeno, torej te naloge, tipi nalog, kakor so potem na izpitu, ampak ga vidimo, kako on gre v bistvu z življenjem, z njegovo starostjo, kako v bistvu vse te snovi uspešno pač. Ja, čisto Ja, razumem. ja. Zdaj me zanima, kdo je razrednik izmed vaju in kako imate razdeljene ure, kdaj? Jaz sem hišnik bolj. Hišnik, dobro. Ja, tako da je na meni, no, dosti tega, no. To je, no. Društvo Zmorem domače, kdaj je imelo rojstni dan? To je tudi vajin otrok, bi lahko temu tako rekla. Ja. Skoraj, ja. Društvo smo ustanovili lansko leto. V aprilu, ja. V aprilu je bilo pač registrirano uradno, tako da zdaj v bistvu smo nekako v drugem letu tega društva. Pač nastalo je z, kaj bi rekel, željo po, nekako smo videli, da ta naš način življenja pač zanima tudi ostale, dosti tudi pač vrtnarstvo, ki ga ona vodi, pa smo potem rekli, da bomo pač ustanovili neko društvo za spodbujanje samooskrbe in pač širili ta nekako tudi naš način življenja oziroma to, da pač ljudje, da dobijo mogoče malo spodbude, pa da se da pridelati dosti doma hrane zase, da smo lahko samooskrbni do neke mere. Sadjarstvo pa zelo uspešno ti vodiš, ker sem videla, da imate lep sadovnjak, veliko jagodičevja. Ja, vsega smo si pomalo nasadili. Za začetek jagodičev je bolj kot ne za otroke, ki radi pojejo sproti, tako da dosti ne ostane za naju. Sadovnjak pa ja, tudi smo zasadili, sicer je še mladi, tako da zdaj zaradi pozebe že 2 leti nič obrodilo, tako da upamo, da bo pač čim prej. Nasad lešnikov? Nasad lešnikov smo pa tudi lani zasadili, oziroma že predlani je zdaj to. Ta pa je pač namenjen za neko tržno pridelavo, da bomo pač lahko tudi tržili nekaj teh lešnikov. Pa veliko bo seveda sami porabili, ker je to v bistvu eden, kaj bi rekel, oreškov, ki je domač našemu okolju in je pač dosti, kaj bi rekel, za uživanje dosti bolj primeren od tujih, ne, uvoženih oreškov, ne. Če se dotaknemo vaše hrane, najverjetneje gledalce zanima, glede na to, da imate 3 otroke, mesa ne uživate. Tudi nekaj živali sta rešila. Ne, se spomnim pujse, ki veselo rije po blatu. In seveda ogromno drugih živali, ki so nekako družba vajinim otrokom. Ja, to je bila v bistvu naša želja, no, da tudi otroci spoznajo življenje z živalmi, da bi se naučili nekega reda, no, torej skrbi za živali. Torej, ja. Prišlo je tudi do tega, no, da smo v bistvu vzeli v dom 2 pujsi, rešeni pred zakolom. Drugače pa imamo še kokoške, torej za jajčka, račke, da nam pojedo polže po vrtu. 2 zajčka, no, tako čisto ljubiteljsko, eno muco. To je pa to. Brigita Šušteršič, Brigitin vrt je nekako blagovna znamka, že skoraj bi lahko temu rekli. Letos je izšel tudi vrtnarski dnevnik, zelo priporočam za vse skrbne vrtnarje, da si zapisujejo. Navdih zanj, izkušnje predvsem. Dnevnik jaz si pišem, no, že od Ljubljane, ko sem začela vrtnariti, sem si v bistvu vse te nasvete, to, kar je bilo v redu, ne, kdaj kaj sklilo, v bistvu vse, no, kar se je na vrtu dogajalo, sem si zapisovala v dnevnik. No, potem sem si že vsako leto, torej že lansko leto, predno je dnevnik izšel, sem si naredila takšnega na roke, lepega, ne, in smo potem rekli, zakaj pa ne bi izdali dnevnik tudi za druge, ne, torej tako je nastal vrtnarski dnevnik z nasveti iz Brigitinega vrta, torej čim več idej, nasvetov, kako pridelati doma zelenjavo na v bistvu čisto naraven domači način, no.
Kmalu bo izšla tudi knjiga s kuharskimi recepti, ker vse te vložnine in seveda na Facebooku lahko spremljamo dobrote, ki jih pripravljate, ki jih jeste. Zdaj zadnji hit je kruh z drožmi. Tako je, ja. Ja. Ja, v bistvu s to hrano, ne, si pač res doma pripravimo torej tudi peka kruha in ta z drožmi je res en tak domači kruh, ker ne rabiš kvasa, torej nas je čisto usvojil in smo zdaj pridni peki le-tega. Drugače pa ja, kuharska knjižica bo vsebovala torej vse recepte iz vrta in iz bližnje njive, torej pravim, kaj se da v bistvu, kakšne dobrote se da iz tega, kar na vrtu pridelamo, skuhati. Vložnine, torej za ozimnico, veliko receptov bo od tega, ter pa domača lekarna, torej kaj tudi iz vrta oziroma iz narave lahko v bistvu si naredimo za domačo lekarno. Če so otroci kdaj bolni, kdaj najverjetneje so, ne moremo biti tako idealistični, moji pa niti prehlada nimajo. Ja, zadnje čase res bolj redko. Zelo, zelo redko. V vmesnem obdobju, ko so bili v vrtcu, zdaj ali je to s tem povezano ali ne, kakšnih par mesecev, ampak zadnje čase so pa res zelo zdravi. In če zaškripa, s čim priskočita na pomoč, kar pustita naravi, da uredi po svoje? Načeloma oziroma malo pač lahko pomagaš zraven s kakšnimi čajčki, obkladki, s kakšnimi mazili, odvisno pač za katero zadevo gre, ampak načeloma ima kar narava neko svojo pot, ne, ki jo pač lahko malo spodbudiš, prehitevati pa tako ne moreš. Ja, res je. Veliko je obiska, gledamo, včasih pridejo kar cel avtobus, ekskurzije, upokojenci, ki jih zanima, kako mladi počnejo to, mladi, ki iščejo navdiha oziroma predvsem iščejo pogum, da bi tudi sami počeli tako, da bi se nekako odcepili od stvari, ki jim niso všeč. Kaj vse lahko ponudite v okviru društva? Ja, torej te ekskurzije, torej pokažemo naš način življenja, pokažemo vrt, torej mogoče letos se bomo malo bolj osredotočili na sam vrt, torej na kakšne delavnice na vrtu. So pa vedno vsi dobrodošli, no, torej, če kdo želi, lahko pride na obisk, nikogar še nismo zavrnili, smo veseli družbe, in radi bi nas spodbudili, ne, tudi to je namen društva, da spodbujamo k samooskrbi, vse druge, no, ki jih to zanima, tako da upam, da se letos vidimo v večjem številu. Kristjan, ti pa pomagaš zdaj tudi vsem tistim, ki ne utegnejo, mogoče zaradi služb, mogoče zaradi revme, sami poskrbeti za svoj vrt in za zelenico. Tudi ja, pač v okviru društva ponujamo v bistvu urejanje okolice, zraven spada tudi recimo obrezovanje drevja, ki je zdaj aktualno, pa zasaditev recimo sadovnjakov, vgrajeni sistemi, pa potem poletno sproti košnje, pa urejanje vrtov in kakšne visoke grede in podobno. Ti imaš tudi predavanja po drugih krajih Slovenije, vidim, da se to kar širi, v bistvu o vzgoji sadik. Ja, prva je bila vzgoja sadik, no, in sem kar bila v večjih krajih po Sloveniji, no. Tako da, dragi gledalci, če želite mlado moč, kontaktirajte Brigito in seveda bo prišla v vaše društvo ali v tudi vašo podjetje, kamorkoli, če si povabljena, z veseljem prideš. Z veseljem, ja. Kaj je še tisto, kar bi želeli podeliti z gledalci? Razen seveda, da pridite na obisk v Ivanovce in da si od blizu pogledate. Ja, da priporočamo, no, takšen način življenja. Res, da mogoče na začetku ni ravno lahko, torej smo tudi mi dali čez marsikaj, da smo sedaj prišli do tega, da lahko delimo, ne, z ljudmi. Ampak mogoče je zdaj lažje, no, ker nas poznajo, mi z veseljem pomagamo vsem, ki na novo pridejo, tudi z informacijami. Tega mi nismo imeli, no, in smo zelo pogrešali. Ampak ja, no, ta življenje tu v naravi, da si vzgojimo vso hrano, no, to je neprecenljivo, no, in tudi vidiva otroke, kako oni uživajo, ne, in to je tista potrditev, da delava prav za njih, za nas in za okolje tudi. V lokalnem okolju so dobro sprejeta? Ja, smo lepo bili sprejeti, pač ljudje smo bili kar presenečeni, da pač zelo radi tudi pomagajo, tako da so pač
prijazen, kot bi rekel, narod. Ja, Goričanci Ja. smo znani po gostoljubnosti, Tako, potem, tako, da ne tako. kompliciramo To in da... je kar razlika proti Ljubljani. Ja, Se tega kar pozna, da nismo je to bili malo navajeni, več ja. nekega osebnega odnosa. Tudi recimo v mestu je čisto drugačno, v trgovinah. V prometu se opazi razlika, da je tu pač življenje vseeno bolj umirjeno, počasno, kar smo v bistvu tudi iskali. Tako da je fino tu. Kristjan, ti prihajaš tudi na druženja v Krajinskem parku, tako da si nekako soustvarjalec kmetijske politike oziroma okoljske politike v okviru Krajinskega parka, bi lahko rekli tem srečanjem. Skoraj, ja, malo se udeležujemo, pač mogoče razglabljamo o nekih problemih, kaj bi rekel, tudi mladih, pa kmetovalcev, pa kako pač se mladi lahko vklapljajo, oziroma tudi med drugim, kako privabiti ljudi na Goričko, ker je pač res neko neokrnjena narava, kamor se lahko preseliš in tu pač uživaš, zdaj, če nisi vezan na neke službe ali karkoli in ja. Skratka, dobrodošli na Goričko tisti, ki bi ga radi učuvali takega, kot je, se pravi umirjenega, ekološkega. Hvala vam za obisk. Hvala tebi. Ja, kaj naj še podelimo takega? Skratka, najbolje je, da se oglasite v Ivanovcih, vreme bo lepo, navdiha pri njima ne manjka in seveda tudi, če imate otroke, pripeljite jih. Hvala vama, ker sta prišla. Dragi gledalci, vam pa hvala in srečno čez 14 dni.